Na robu Krasa, prav tam, kjer so minulo poletje divjali požari, stoji lepa hiša z vrtom, ki ima res zanimivo podobo. Prav tako zanimiva je njena zgodovina. Če je novi lastniki ne bi domiselno obnovili in jo oživili, bi še dolgo stala prazna in pozabljena. Velika kamnita hiša iz obdobja med obema vojnama v prejšnjem stoletju je bila prvotno namenjena javnosti. Pozneje se je njena vloga spreminjala in zdaj je v zasebni lasti. Vendar lastniki želijo ohraniti odprta vrata. Odprli so jih tudi nam in ostrmeli smo tako nad domiselno prenovo kot nad pogledi, ki se ponujajo vse do obzorja. Nataša in Andrej, hvala, da ste nas prijela v tej lepi hiši. Prav na robu Krasa smo. In tukaj še nismo bili v temnici. Kako sta pa videla našla to hišo? Tako kot večinoma lepe stvari v življenju po naključju. Potepala sva se po goriškem Krasu, ki tudi nama ni bil do takrat tako poznan, in najprej odkrila temnico, ki je čudovita vas, tudi najvišja vas na Krasu. In potem sicer ločeno, Andrej je kolesaril, jaz sem prišla nekoliko kasneje, odkrila tudi tale naš trgec. Ja, hiša ni tipična kraška hiša, ampak ima neke elemente beneške arhitekture in sicer je bila hiša zgrajena po prvi svetovni vojni. Tako da po prvi svetovni vojni pa so Italijani obnavljali vasi. Arhitekt Max Fabiani, nam znani v Gorici z ekipo, tako Gorico, kot potem seveda je obnavljal tudi ostale vasi, tudi temnico, in v tistem obdobju je bila ta hiša zgrajena. V hišni loži je vpisana letnica 1935. Osnovni gradnik je bil kamen in zaradi upoštevanja statike hiše niso mogli graditi z velikim razponom, zato je razmeroma ozka in dolga. Čemu je bila namenjena, ker se že vidi, da ni ena običajna bivanjska hiša? Ime hiše, ko sem midva prišla oziroma je spoznala, je bilo županstvo, municipio, torej bil je krajevni urad. Po drugi svetovni vojni je hiša prešla v državno last in namenili so ji drugačno vlogo. Ja, hiša je po vsaj mojih informacijah, da je bila naseljena s stanovalci, predvsem zgornje nadstropje, potem v pritličju je nekaj časa delovala tudi trgovina goriška, potem so imeli mladinski klub oziroma krajevna skupnost svoje prostore. Nataša in Andrej sta leta 2016 najprej kupila pritlični del, v katerem je bila nekoč vaška trgovina. Sledil je nakup gornje etaže, končno pa jima je uspelo pridobiti tudi zanemarjeno zemljišče za stavbo. Bila je robida do pasu ali še več in to je bilo tudi dokaj naporno delo, ki smo ga opravili s pomočjo družine, prijateljev, da smo najprej očistili in potem nadaljevali zgodbo. Je pa imel vrt čudovit razgled. In to vaju je gotovo motiviralo. Že prodajalka, soseda je povedala: Andrej, tukaj boste vsak večer videli drugačne sončne zahode, nove sončne zahode iz dneva v dan. In to se dejansko dogaja. Hišo sta lastnika poimenovala Brinovka. Medtem ko je torej na zahodni strani dobila novo lice, je njena prednja stran, obrnjena proti trgu, ostala enaka kot ob nastanku pred skoraj 90 leti. Seveda, stavbno pohištvo, okna, vrata so nova, vse ostalo je pa ostalo v enakih gabaritih in v enaki obliki, kot jo vidimo danes. Vendarle smo na račun svetlobe dodali mansardo, torej znižali strop v pritličju. In pa tukaj, kjer je danes kuhinja, je bilo v času, ko je bila tukaj trgovina, slačilnica, sanitarija in greznica. Zelo, da rečem, grozen prostor. Posebnost te hiše je velika loža, poudarjen vhod v hišo. Gre za eno najbolj mogočnih lož na tem koncu dežele. Ko so pred desetletji v pritličje umestili trgovino, so na pročelju odprli še en vhod, ki ohranja svojo vlogo.
Torej vstopimo v pritličnem delu, kjer je osrednji prostor z jedilnico in pa kuhinjo. Potem pa po stopnicah, če gremo pa v prvo nadstropje, imamo 2 sobi, pa potem v mansardi še 2, torej skupno 4 sobe z kopalnicami. V nadstropje se povzpnemo po starem kamnitem stopnišču z originalno ograjo. Ljubeče smo sobama dala tudi sicer ime, in sicer zaradi tega, ker misliva oba, da je bil vendarle Kras eno tako stičišče večjih kultur, zato tudi ta naša hiša ni klasična kraška domačija. Odstopa od tega je mogoče en miks različnih vplivov, ki mislim, da so šli čez to področje, in sicer je to Dunaj, če gremo v mansardi. Potem je Ljubljana, to je soba, ki ima pogled na trg, in soba, ki ima teraso nad kuhinjo, je Gorica, ki je tudi v bistvu usmerjena proti Gorici. Prenova je potekala hitro ob upoštevanju smernic za varstvo kulturne dediščine. Seveda so morali prenoviti ključno infrastrukturo. Ja, rekonstrukcija je bila kar zahtevna in je obsegala pravzaprav vse razen tistih osnovnih gabaritov, ki jih je hiša imela. Pomeni, da smo obnovili streho, seveda se vsi umeti, vse stavbno pohištvo. Kamin ima sicer pridih tudi starega, se pravi uporabljeni so bili materiali iz hiše, se pravi jerte, okenske in tako naprej. Potem tlaki, vse inštalacije seveda. Zanimivo, da lastnika hišo občasno odpreta in povabita javnost na obisk. Konec maja smo pa imeli slikarsko akademijo oziroma slikarsko delavnico z 4 mladimi akademskimi slikarkami iz Beograda. Ja, in moram reči, da je bilo prav zanimivo in neka nova izkušnja. Tako da danes lahko vidimo v vsaki sobi delo, umetniško delo posamezne slikarke, ki so bivale v tej sobi. Ja, v bistvu sobi, kjer je bivala, tam je tudi njena slika. Vrt je nastal na podlagi načrta znanega kraškega oblikovalca vrtov Boruta Benedejčiča. Ja, za zunanjo ureditvo sva imela kar velike probleme, ker sva želela nekako uravnotežiti to moč hiše z vrtom, z okolico, in dolgo razmišljala, kaj v bistvu postaviti, da bo po eni strani imela nek pridih lokalnosti, nekaj kraškega, po drugi strani pa se pravi, da bo izžarevalo neko moč ali pa kontrapunkt hiši. Neko nedeljo sva se potem pogovarjala oziroma razmišljala, oziroma nekako gledala po spletu, kako bi prišla do neke ideje, oziroma potem videla, da je praktično naš sosed, Borut, tisti, ki pa mogoče bi bil pravi načrtovalec vrta. Poklicala sva ga in pol ure kasneje pravzaprav smo se še dobili na kavi in beseda je dala besedo, idejo, in tako je nastala vrt, ki ga v bistvu danes vidimo. Vidite, ste kaj? Gotovo ste rekla, da bazen želite imeti, pa kakšno trato, pa kaj cvetočega? Ja, seveda okoli bazena, seveda zaradi tega, da so čiste površine, da je vzdrževanje in to neko trato, vsekakor trato. In pa meni so zelo všeč te trave v vetru, ki na Krasu tukaj vedno piha, in to se je združilo v ta kraški, cvetoči kraški vrt, ki je seveda tudi zelo dišeč, ker je veliko teh dišavnic in je čudovita dopolnitev tej najini zgodbi, da rečem. Brinovka je torej zgled, kako pozabljeno zgodbo lahko oživimo in ji dodamo novo poglavje.